Torej, spoštovani in spoštovane, nadaljujemo z našimi letošnjimi srečanji, in sicer govorimo o psihologiji rasti, posttravmatski rasti, o psihologiji travme, o stresu in podobnih zadevah. In danes nadaljujemo, kjer smo končali zadnjič. Zadnjič smo prišli do enega zanimivega trenutka, ene možnosti, ki jo ima lahko v svojem življenju vsako človeško bitje. Ustavili smo se v trenutku, ko lahko človek, posameznik, njegov ego dobi posebno izkušnjo, kot da se nanj naslavlja nekaj iz transcendentnega. In danes bomo nadaljevali. Še pred tem pa bi rad spregovoril o drugi temi, o kateri smo tudi že na kratko spregovorili, je pa zelo pomembna za naše nadaljevanje. Če se spomnite, sem se že na kratko pred časom obrnil k ameriškemu zgodovinarju Russellu Jacobiju in spregovoril o njegovi knjigi Družbena amnezija. Danes bi nadaljeval in še enkrat poudaril pomen nekega splošnega prepričanja, da je namreč psihoanaliza zastarela in da se številni avtorji, številni strokovnjaki, ljudje, ki sicer niso strokovnjaki, obnašajo, kot da Freuda sploh nikoli ni bilo. Kot da psihoanaliza ne obstaja. O tem je spregovoril v že omenjeni knjigi Družbena amnezija tudi Russell Jacobi. Je pa to, kot rečeno, dober simptom. In zato bi danes na kratko spregovoril o enem delu, pod katerega se je podpisal Freud leta 1920. In skozi kratek komentar k njegovemu spisu bomo prišli do tistega trenutka, o katerem sem spregovoril že na začetku, torej do trenutka, ko se človekovemu jazu, njegovemu egu ponudi izredna priložnost, da nekaj naredi v svojem življenju, da naredi nekaj zelo, zelo pomembnega in tudi nekaj zelo posebnega. Torej, če vzamemo v roke Freudovo knjigo oziroma njegovo delo iz leta 1920, to je kar precej obsežen spis z naslovom Onkraj načela ugodja, in če njegov spis počasi, natančno beremo. Ne zadošča, torej ni treba biti psiholog, ni treba biti psihoanalitik, zadošča zdravi razum. Zadošča preprosta volja, da človek ta spis tudi prebere in zelo hitro se lahko znajde v posebnem položaju, o katerem bom govoril kasneje. Ni nujno seveda, da se znajde v tem položaju, lahko pa se. Zagovarjam torej čisto navadno branje Freuda. Ali natančneje, zagovarjam natančno, počasno branje Freudovega spisa Onkraj načela ugodja. In če gremo lepo po vrsti, najprej naletimo na nekaj idej, na nekaj spoznanj, ki jih ima lahko čisto vsak človek.
To so spoznanja, do katerih nas pripelje zdravi razum, potem pa sledi malo bolj zapleteno, pa malo bolj zahtevno nadaljevanje. Torej, prva zadeva, o kateri spregovori Freud v spisu Onkraj načela ugodja, je močna težnja, pravi Freud, ki jo ima vsak človek, in to je težnja k principu ugodja. Zdravi razum zlahka razume, da smo v vsakdanjem življenju močno nagnjeni k temu, da se podrejamo načelu ugodja. Nič novega torej. In Freud nadaljuje, to, da tej težnji k ugodju nasprotuje cela vrsta drugih sil oziroma okoliščin, v katerih se človek znajde, kar pomeni, da ni vselej lahko in enostavno podrediti se načelu ugodja in doživeti tega, za kar načelo ugodja jamči. Zadeva je zelo preprosta, tudi ko nadaljujemo, in Freud reče, ja, vsi vemo, da se mora že otrok kmalu v svojem življenju naučiti, da obstaja poleg načela ugodja še eno drugo načelo, in to je načelo realnosti, ki od otroka in od vsakega človeka terja, da se odpove določenemu ugodju in se podredi načelu realnosti. In v imenu načela realnosti poteka vzgoja otrok, oziroma kasneje ljudje drug drugega bolj ali manj silijo k upoštevanju načela realnosti in rečejo ob priložnosti, da je pač življenje tako in tako, da je realnost taka in taka in da jo pač preprosto moramo upoštevati, ubogati, saj nam kaj drugega ne preostane. Torej se zdi, da je načelo realnosti tisto končno načelo, ki smo mu podrejeni in lahko uživamo pač določeno mero ugodja, več kot toliko pa ne. Vendar s tem zgodbe niti približno še ni konec. Obstaja še množica izkušenj, ki jih imajo ljudje, pravi Freud, in jih izpostavi. In reče, obstaja tudi ena oblika vedenja, ki ga lahko opazujemo bodisi v analitičnih seansah, bodisi v vsakdanjem življenju, če smo nanje pozorni, in to je tole. Človek se lahko obnaša tako, da čuti določeno mero neugodja, da mu ni dobro, da čuti neprijaznost, morda celo nekakšno mero trpljenja, in Freud to imenuje nevrotično neugodje. Človeku ni dobro v svoji koži. Vendar zdravi razum bi pričakoval, da bo človek brž storil nekaj, oziroma kar je v njegovi moči, da bi se temu neugodju izognil, da bi ga zmanjšal. Lahko to naredi, lahko mu uspe, ni pa nujno. In Freud reče, bodite pozorni na tiste oblike človekovega vedenja, ko se človek obnaša tako, da doživlja določeno mero neugodja, vendar tega ne čuti tako, kot bi pričakovali, če bi poslušali zdravi razum. In Freud reče, kaj se dogaja. In predlaga, da je tudi to vedenje, ki je podrejeno načelu ugodja, da gre za obliko ugodja, ki pa ga človek ne čuti kot neugodje. Se pravi, gre za neko paradoksno povezavo
med nelagodjem, neugodjem, ki ga človek čuti, in ugodjem. Se pravi, gre v resnici za ugodje, ki pa ga človek ne prepozna kot ugodje. Temu rečemo nevrotično neugodje. Človeku ni dobro, vendar gre vseeno za določeno obliko ugodja, ki ga njegova zavest ne prepozna kot ugodje. In zato se včasih ljudje sprašujejo, kako je mogoče, da človek vztraja pri svojem vedenju, pri svojem delovanju, čeprav mu to vedno znova povzroči neugodje. Vedno znova mu ni dobro, ampak to kljub temu ponavlja. In Freud seveda skuša to razvozlati, kako je to mogoče. In njegov prvi odgovor je torej, saj tudi v tem primeru gre za ugodje, le da ga človek ne prepozna in ne čuti kot ugodje. Čuti ga kot neugodje. In tako vedenje se lahko ponavlja. In Freuda zanima, zakaj se ponavlja. Ali obstaja v človeku kakšen mehanizem, kakšen princip, zaradi katerega se tako vedenje ponavlja in ponavlja se lahko dolgo časa oziroma lahko se ponavlja v nedogled. In Freud reče, to je njegov drugi odgovor na vprašanje, kako je to mogoče, zakaj se ljudje včasih tako obnašajo, in reče, ja, kaj pa če pomislite natančno, kaj nam ponavljanje neugodja lahko prinese. Ponavljamo vedenje, ki nam prinese neugodje, vendar pravi Freud, lahko pa samo ponavljanje takega vedenja ustvarja ugodje, ki ga Freud imenuje ugodje druge vrste. Pravi, to ni tako ugodje, kot je ono, na katerega smo sicer spontano navajeni in ga prepoznamo kot ugodje, ampak je neka druga vrsta ugodja. Ponavljanje torej določenega vedenja lahko prinaša ugodje, čeprav je to ponavljanje neugodja, nečesa neugodnega, nečesa, kar nam ni všeč, in za zdravi razum je tako vedenje neobičajno, ker se zdi, kot da človek deluje proti samemu sebi oziroma proti svojim najboljšim interesom, in to je tisto vedenje, ki je podrejeno načelu ugodja, pa tudi vedenje, ki je sicer podrejeno načelu realnosti. Torej, zelo hitro ob branju Freudovega spisa Onkraj načela ugodja ugotovimo dvoje. Najprej ugotovimo, da ni čisto res, da je človek povsem in samo racionalno bitje, razumno bitje, ki teži k povečevanju tega, kar mu je v korist, kar je dobro, k povečevanju ugodja in tako dalje. Preprosto to ne drži. Oziroma, druga zadeva, ki jo spoznamo, je, da je človek neracionalno bitje in da je v tej neracionalnosti določeno ponavljanje, zaradi katerega lahko rečemo, da je človek predvidljivo neracionalen. Torej, gre še za eno nekoliko paradoksno povezavo med dvema stanjema, med dvema pojavoma. Prvo je paradoksna povezava med ugodjem in neugodjem oziroma ugodjem in ugodjem druge vrste. Druga je povezava med racionalnostjo oziroma razumnostjo in neracionalnostjo, ki je ravno tako predvidljiva, se pravi, je racionalna. Zato jo seveda lahko tudi mislimo in jo lahko pojasnimo. Kaj zdaj to pomeni za tisti trenutek, pri katerem smo zadnjič ostali in kjer bomo danes nadaljevali? Da bi se lotili nadaljevanja, še kratek ovinek, kratek komentar
k dvema zelo preprostima strukturama, ki sta na zaslonu. Dve zelo preprosti strukturi, ki sta nastali, ki sta se rodili v obdobju približno 150 let. Na levi strani je struktura, zelo preprosta struktura, kot rečeno, ki nam pomaga razumeti naravo nezavedne želje, o kateri je sicer govoril Freud, o naravi nezavedne želje in o naravi tega, kar je Lacan imenoval objekt želje ali objekt mali a. Pod imenom Lacan vidimo pravokotnik in v njem manjši pravokotnik, enak pravokotnik je tudi desno od tega velikega trikotnika. Do njega pridemo tako, da iz tega velikega pravokotnika izrežemo ta mali pravokotnik in ga položimo desno od njega. Dušan, se opravičujem, jaz Ja. nič ne vidim, ne vem, a ostali vidite? Aha, Hvala. se ne vidimo. Ne vidimo trikotnikov. Oziroma pravokotnikov, narobe sem rekel. A sploh kaj vidite? Tudi ti si samo v kvadratku, veš? Aha, pa bomo pa tole še enkrat naredili. Se je zgodilo verjetno to, kar se včasih zgodi. Bom jaz še enkrat odprl tole. A je zdaj kaj drugače? Ja, zdaj je pa okej. Zdaj pa je. Ja. Okej, hvala lepa. Torej, v velikem pravokotniku nastane praznina in to praznino vidimo desno od pravokotnika. In zato Lacan vpelje koncept, ki ga imenuje manko. To pomeni, da je struktura, ki jo ponazarja veliki pravokotnik, taka, da je možno spregovoriti o želji, o nezavedni želji, kot je o njej spregovoril Freud. Freud je dejal, da je narava človekove nezavedne želje zapletena in da jo je težko razumeti, kajti objekt nezavedne želje je odsotnost objekta nezavedne želje. In grafično je to ponazorjeno s to preprosto strukturo, kar pomeni, da je desno, ta mali pobarvani pravokotnik, je odsotnost objekta želje. Se pravi, še enkrat, je navzoča odsotnost objekta želje. Objekt želje torej je odsotnost objekta želje. Na desni strani je še bolj preprosta ponazoritev Kantovega razmišljanja, kako lahko človek zaznava svet, ga razume, v kakšnem odnosu je človek do svoje eksistence, do sveta, do življenja in tako dalje. In Kant preprosto zapiše takole: če je ta elipsa človekov svet oziroma kozmos, vesolje, vse, kar je pač mogoče, človek nikoli tega ne more zaznati tako, da bi se postavil zunaj nekakšno absolutno zunanjo pozicijo, od koder bi opazoval svet tak, kakršen objektivno obstaja, zato je ta jaz zunaj elipse. Imamo torej dve zelo podobni strukturi, na levi tisto strukturo, ki nam pomaga misliti nezavedno željo, na desni strukturo, ki nam pomaga misliti človekov odnos do sveta, v katerem vselej je. Ne more biti zunaj sveta. Zdaj se pa lahko počasi premaknemo do tistega trenutka, ko se ego, jaz, znajde v posebnem položaju znotraj sveta,
v katerem vselej nujno živi. In ker je današnje predavanje namenjeno razmislekom o človekovem blagostanju in umetnosti, o pomenu umetnosti za človekovo blagostanje, na začetku, kasneje se k temu še vrnem, še dve preprosti podobi, če lahko tako rečem, v resnici nista tako zelo preprosti, obe podobi, obe sliki loči nekaj 10.000 let. Ta, ki jo zdaj vidimo na zaslonu, je dejansko stara nekaj 10.000 let in je nastala en jami, v kateri so naši davni predniki pustili nekaj odtisov svojih rok in narisali nekaj preprostih oblik živali, s katerimi so se verjetno takrat tako ali drugače srečevali. Druga slika pa je Van Gogova slika, ki je bila do pred nekaj tedni, pred nekaj meseci v zasebni lasti, kar pomeni, da je slika visela v nekem stanovanju, neki hiši in bo šele sedaj, nastala je leta 1887, ko je na kratko Van Gogh živel v Parizu in bo sedaj torej na dražbi in verjetno jo bodo odkupili kakšna galerija, najbrž ocenjujejo, da bi lahko za to sliko iztržili nekje od 5 do 8 milijonov evrov, morda tudi več, ne vemo, bomo videli, kako se bo išlo. Torej, ti dve sliki loči nekaj 10.000 let in obe sta zelo pomembni za razumevanje človekovega blagostanja, za razumevanje pomena, velikega pomena, ki ga ima umetnost v naših življenjih. Kot rečeno, k temu se vrnemo. Sedaj pa torej tisti trenutek, pri katerem smo zadnjič se zadržali. In sicer, ko sem spregovoril na kratko o Freudovem spisu Onkraj načela ugodja, seveda že sam naslov pove, da poleg načela ugodja in načela realnosti, ki sem ju izpostavil, obstaja še tretje načelo, ki je pač onkraj načela ugodja. Ko sem torej spregovoril o tem, sem imel pred seboj neko posebno izkušnjo ali pa spomin na izkušnjo, ki jo ima verjetno veliko ljudi. In to je izkušnja nekakšnega reza, prekinitve, izkušnja, ki človeku da misliti, da njegova eksistenca ni kontinuirano napredovanje od rojstva skozi življenje do smrti, ampak da se v življenju lahko zgodijo tudi nenadne prekinitve, rezi, zlomi in da je mogoče začeti kaj na novo. To spoznanje spremlja tudi ideja, da človekova identiteta, njegov jaz, na primer, njegova osebnost, ni nekaj, kar nujno nastaja skozi življenje, nekaj desetletij in se potem počasi še okrepi, morda utrdi, mogoče še do določene mere preobrazi, spremeni in tako dalje, dokler pač človek ne umre, ampak da se ravno tako lahko zgodi to, kar imenujemo prekinitev z identiteto, da lahko človek na nov način razumeva oziroma začne razumevati samega sebe in da je ta trenutek popolnoma nepredvidljiv, da se to lahko zgodi v človekovem življenju, ni pa nujno. Človek lahko vse življenje živi z prepričanjem, da pozna svojo identiteto, da pozna samega sebe, svoj jaz, da je tak in tak, da se nikoli ne bo spremenil in da pač počasi živi do smrti. Torej, ni nujno, da se to zgodi,
Lahko pa se. No, in nas zanima predvsem to drugo, da se lahko zgodi prekinitev. In zato je tudi zraven tega preprostega zapisa, prekinitev identitete, beseda ljubezen. In zadnjič, če se spomnite, sem na kratko se zadržal pri podnaslovu knjige, ki jo je napisala izraelska filozofinja Anabel Herzog. Podnaslov sestavljajo 3 besede. Ena je pravičnost, ena je milost in druga je univerzalnost. Torej, če govorimo o možnosti prekinitve znotraj človekove identitete in znotraj njegove eksistence, znotraj njegovega življenja, lahko govorimo na nov način o ljubezni in o človekovi zmožnosti za pravičnost, za pravično vedenje, za pravično delovanje, za možnost, da človek doživi milost ali da je sam milosten in na nov način spregovorimo o univerzalnosti. Vse 4 besede, ljubezen, pravičnost, milost in univerzalnost so med seboj prepletene in v nadaljevanju bom poskušal razmišljati, kaj vse to za nas pomeni, kaj to pomeni za človekovo blagostanje, za povečevanje njegovega blagostanja in za umetnost oziroma za pomen umetnosti v človekovem življenju. Tisti posebni trenutek, ki sem ga zdaj že neparkrat napovedal, je torej tale. Človek se znajde, jaz se znajde v posebni situaciji v življenju, v posebnem položaju. Jaz je v življenju sicer navajen. Vsi mi smo navajeni na hierarhije. Mi smo navajeni na ukaze od zgoraj, če lahko tako rečem, na navodila, na napotke, na nasvete, na dolžnosti, na naloge tega. Tega je zelo veliko. Nekateri starši so na primer prepričani, da je otrokom treba ukazovati, da je dolžnost otrok, da ubogajo odrasle, učitelje, vzgojitelje, starše, da jih spoštujejo, da pač naredijo to, kar jim je rečeno, kar jim je ukazano. Nekateri starši so sveto prepričani, da je tako. Še nedolgo nazaj, pa ne pomeni to več kot 100 let, so bili številni učitelji ravno tako prepričani, da je dolžnost učencev, da poslušajo učitelje, da ubogajo, da se podrejajo, da se učijo reda in discipline, kot se reče, da so ubogljivi, zlasti pa da so tiho, da v razredu dajo mir, kot se reče. In verjamem, da je določeno število učiteljev tudi danes, ki so prepričani, da je to nujno in potrebno in da je smiselno in da je na tem nekaj koristnega in dobrega. V resnici jih je povozil čas, ampak pač nekateri vztrajajo. Zdaj pa govorimo o eni posebni situaciji, ko ravno tako ego dobi ukaz od zgoraj, če lahko tako rečem, oziroma iz transcendentnega, kot pravi Emmanuel Levinas. Iz transcendentnega ta hip nas ne zanima, kaj to je. To ni območje, to ni kraj, to ni nekaj fizičnega, kar je tamle zgoraj nad oblaki ali kaj podobnega. Ne gre za to, o tem bomo še govorili. Torej, da dobi ukaz. In sicer je to poseben ukaz. Kot pravi Levinas, da ga navedem še enkrat, to je ukaz, da ali pa ukaz, ki ga spremlja spoznanje, da je človekova dolžnost, da je njegova sveta naloga, da prevzame nekaj nase, da prevzame odgovornost do drugega človeka. Vendar je ta odgovornost zelo posebna, zelo nenavadna je. V sedanjem življenju, ko slišimo za kakšne ukaze ali naloge ali ko nam kdo pač nekaj nalaga, ki je nad nami, ker je naš šef in tako dalje, so taki ukazi povezani z zelo ali pa bolj ali manj jasno opredeljenimi vsebinami, kar pomeni, da zelo hitro lahko razumemo,
kaj se od nas pričakuje, kaj je naša naloga, kaj je naša dolžnost in tako dalje in tako dalje. V tem primeru, v tem posebnem trenutku, o katerem govorim, pa ni tako. Človek dobi ukaz iz transcendentnega, da je njegova dolžnost prevzemanje odgovornosti do drugega človeka brez vsebine. Ne ve pa, kako to narediti. Kaj konkretno mora narediti, da bo na višini naloge, oziroma da bo res naredil to, kar se od njega pričakuje. Kaj torej pomeni prevzemati odgovornost za drugo človeško bitje? Počasi lahko napredujemo k odgovoru takole. Spet, vsakdanja izkušnja, kot bi rekel Freud, nas uči, da smo bolj ali manj preračunljivi in da kot razumna, racionalna bitja skušamo ugotoviti, kaj je v našo največjo korist, kaj nam prinaša ugodje, kako se znebiti neugodju ali pa kako ga vsaj zmanjšati in tako dalje in tako dalje. Torej, razumemo, da smo racionalna bitja, ki pač kalkuliramo, ugotavljamo, koliko bomo naredili, kaj bomo naredili, do koga, česa ne bomo in tako dalje in tako dalje. Kakšna je torej naša odgovornost do drugih človeških bitij? In to izkušnjo imamo. In starši zato približno vedo, kakšna je njihova odgovornost do otrok, otroci naj bi vedeli, kakšna je njihova odgovornost do staršev, učenci naj bi podobno vedeli, kaj morajo narediti v šoli, delavci naj bi vedeli, kaj morajo narediti na delovnem mestu, itd., itd. Na tej ravni bolj ali manj ni kaj posebnega dodati. Vendar je to daleč od izkušnje, o kateri govorimo, to je izkušnja, ko pride ukaz iz reda transcendentnega. Torej, lahko že rečemo, da je prevzemanje odgovornosti do drugega človeškega bitja v tem primeru bistveno drugačna od običajnih vsakdanjih preračunavanj, kaj naj naredimo drug drugemu ali kaj moramo ali kaj bomo. V čem je ta drugačnost? Spet, prvi odgovor na to vprašanje je, da je prevzemanje odgovornosti do drugega človeškega bitja v tem primeru, ko dobi jaz ukaz iz transcendentnega, zavezano principu pravičnosti. Princip pravičnosti je onkraj vsakdanjega načela realnosti, ki nam govori, da smo pač lahko bolj ali manj preračunljiva bitja in da poskušamo kot egoisti narediti čim več takega, kar je seveda v naše največjo korist, v naše zadovoljstvo, da nam prinese to udobje. Princip pravičnosti je onkraj tega. Kaj princip pravičnosti pričakuje od nas? Princip pravičnosti in pogoj, da bi razumeli princip pravičnosti, je etičnost, od nas terja, da naredimo nekaj, kar bo dobilo status univerzalnega, kar ne bo partikularno dejanje, na katerega smo sicer navajeni v vsakdanjem življenju, ko naredimo to, kar je v naši največji koristi in tako dalje in tako dalje. Torej, vprašanje, pred katerim se znajde ego, ko dobi ukaz iz transcendentnega, je, kako biti pravičen? Kaj narediti, da bom pravičen v odnosu do drugega človeškega bitja, da bodo imela moja dejanja status univerzalnega? Zdaj, ko brskamo po svojem spominu in skušamo razumeti, kaj nam prinaša ugodje v vsakdanjem življenju, kako želimo, da bi se drugi ljudje obnašali do nas, ko torej obrnemo perspektivo, ko poskušamo biti ne egoisti, ki pač kalkuliramo, kako se obnašati do drugih, da bo to v naše največje zadovoljstvo in korist, ko postanemo empatični in se poskušamo postaviti v položaj drugega človeka, pridemo do izjemnega filozofskega spoznanja. Namreč, da se lahko postavimo ne le v položaj vsakega drugega človeškega bitja, ampak
da lahko poskušamo razmišljati tudi o statusu nečesa, kar ni nobeno partikularno drugo človeško bitje, in to imenujemo veliki drugi. Se pravi, dobimo začetno idejo o obstoju nečesa, kar presega vsakega konkretnega človeka, vsako drugo človeško bitje, se pravi vsako bitje, ki je drugačno od nas in seveda, ki presega tudi nas same. Ne vemo, kaj to je, ampak za to, da ločimo konkretno človeško bitje od te instance, o kateri zdaj razmišljamo, ji rečemo veliki drugi. Pravi, začnemo razmišljati, da morda obstaja neka instanca, morda je izreda transcendentnega, tega zdaj še ne vemo, ki jo imenujemo veliki drugi. Kajti ta izkušnja, ko dobi ego ukaz iz transcendentnega, je izkušnja, da se je v našem življenju nekaj za trenutek prekinilo. Nekaj se je ustavilo. Čutimo, da ne moramo biti več taki, kot smo bili do tega trenutka. Morda bomo seveda že naslednji trenutek vendarle nadaljevali tako, kot smo živeli prej, lahko to izkušnjo zanemarimo, lahko rečemo, da je brezvezna, lahko jo pozabimo, lahko jo odrinemo, cel kup stvari lahko naredimo, lahko jo zanikamo, lahko jo utajimo, cel kup stvari lahko naredimo. Ampak to nas ne zanima, ker potem se vrnemo nazaj, kot se temu reče, v normalnost, živimo naprej, podobno kot smo živeli pred tem trenutkom. Nas zanima ta druga možnost. Možnost, ko v tej prekinitvi vztrajamo. In da bi razumeli to izkušnjo vztrajanja v tej prekinitvi, nam pomaga, če kdaj preberemo kakšno knjigo ali pa poslušamo kakšnega človeka, ki nam poskuša razložiti, da je bil deležen milosti. Obstajajo ljudje, ki imajo take izkušnje, da so bili deležni velike milosti. Pogosto so to religiozne izkušnje. Ni nujno, da so seveda samo religiozne, ampak dejstvo je, da take izkušnje obstajajo. In ko nam ljudje poskušajo pojasniti, ko poskušamo razumeti občutek, kot da smo deležni milosti, je to nekaj, kar je iz reda univerzalnega. Mi čutimo, tudi če tega ne razumemo, tudi če o tem ne znamo dosti povedati, da se je zgodilo nekaj, kar presega vsako partikularno izkušnjo, ki smo jo imeli do takrat. Zgodilo se je nekaj in to nekaj lahko upnemo v red transcendentnega. Zgodilo se je nekaj, kar sicer presega naša vsakdanja izkustva. Govorimo torej o neki posebni izkušnji. Govorimo o posebni izkušnji, ki jo lahko razumemo tudi, če še enkrat premislimo Platonovo razmišljanje o človeku, ki zapusti njegovo že zdaj prislovično votlino. Platon uporabi prispodobo o votlini zato, da bi poskušal pojasniti, artikulirati, kaj se zgodi s človekom, ko zapusti votlino, ko se iz vsakdanjega življenja, na katerega je navajen, desetletja je živel v votlini, ima mnogo različnih izkušenj, spominov in tako naprej, ko se torej spusti iz votline, ko se dvigne, na primer, ko odide iz votline, kaj se takrat zgodi? Nastane razlika med izkušnjami, ki jih je imel v votlini, in to novo izkušnjo, na katero ni mogel biti pripravljen, ni vedel, ni mogel vedeti, kakšna bo izkušnja, ko bo stopil iz votline. In prva ideja, ki jo dobi človek, ko ima tako izkušnjo, je, da lahko svetu, svojemu življenju, svoji eksistenci, vsemu, kar se je dogajalo v votlini, pripiše nov pomen. Kot bi bil deležen milosti nečesa, kar mu je omogočilo, da pripiše vsemu, kar pozna, vsemu, kar ve, vsemu, kar se je zgodilo v njegovem življenju,
nov pomen. To je pomen, na katerega preprosto ni mogel biti pripravljen. In ljudje, ki poročajo o takih izkušnjah, pravijo, kot da jih je nekaj preplavilo, kot da jih je nekaj od znotraj pregnetlo, kot da bi vstopili v nekakšen nov medij, kot da bi jih obsijala božja milost. Torej, uporabljajo najrazličnejše izraze, da bi opisali to posebno izkušnjo. In eden od izrazov, ki ga ljudje uporabljajo, je tudi ljubezen. Kot da je človek v tem posebnem trenutku, ko dobi ukaz iz transcendentnega, deležen milosti / ljubezni. Ljubezni, ki ga oblije, ki ga potopi v nekaj novega in zaradi te izkušnje ljubezni odkrije, da je zmožen narediti marsikaj, čeprav si nikoli pred tem v življenju ni niti predstavljal, da bi bil lahko kadarkoli zmožen za kaj takega. Se pravi, govorimo o izkušnji, ki združuje prevzemanje odgovornosti do drugega človeškega bitja onkraj vsakdanjih izkušenj. In zdaj že lahko razumemo, če človeka prevzame občutek milosti, občutek ljubezni in občutek, da lahko naredi nekaj, česar si ni nikoli predstavljal, da bi lahko storil, da je iz tega tudi odgovornost do drugega človeškega bitja onkraj vseh teh vsakdanjih preračunavanj, kalkuliranj ali pa racionalnih poskusov razumevanja, kaj naj naredimo drugemu, da bo to v našo korist, pa morda tudi v njegovo. Se pravi, odgovornost do drugega človeka, ki je zavezana milosti, ljubezni in univerzalnosti, ne partikularnosti. Se pravi, zapustili smo Platonovo votlino, odšli smo iz nje in lahko pripišemo vsemu, kar človek zmore, kar zna in tako naprej, nov pomen. In v tej perspektivi se nam drugi človek prikaže, če lahko tako rečem, kot nekaj novega, kot nekaj, o čemer nismo nikoli razmišljali, nikoli nismo niti slutili, da lahko drugega človeka zaznamo, razumemo tako drugače, kot nam ta izkušnja omogoča. Zato včasih tudi ljudje spontano rečejo, nikoli si nisem predstavljal, da je ta človek lahko tudi tak in tako dalje. Seveda je to zgodbo oziroma to pripoved treba zelo natančno povedati in povedati do konca. Mogoče si res tega nisi predstavljal, ker si nisi mogel, ampak ne gre samo za to, da ti zaznaš, prepoznaš, razumeš drugega človeka na popolnoma nov način, ti tudi sebe vidiš na nov način, prepoznaš na nov način. Prav, gre za, kot sem prej že omenil, prekinitev identitete. Tudi tvoja identiteta je v tem trenutku bistveno drugačna od tega, kar si kadarkoli mislil, da bi lahko bil, postal in tako dalje. In sedaj seveda je ta ego, ki dobi ukaz iz transcendentnega, v posebnem položaju, v odnosu do samega sebe, do drugih ljudi, do sveta. To izkušnjo, kot rečeno, lahko zavrne, čeprav je zelo malo možnosti, da jo bo zavrnil. Ljudje, ki poročajo, pravijo, da so se spremenili, preobrazili, da njihovo življenje preprosto ni več bilo tako kot prej, da niso se mogli vrniti nazaj v svoje življenje, ker rutinam jih opravljati tako kot prej. Kot da bi se zgodil nek premik, ki gre samo v eno smer. Pravi, lahko naredimo nekaj drugačnega, novega, nekaj, česar si nismo predstavljali, nekaj nepredvidljivega in tako dalje, ne moramo iti pa nazaj. Kot da je to onemogočeno. In ne samo, da kot da je onemogočeno, dejansko je onemogočeno. In s tem človek začne izboljševati to, kar je danes verjetno zelo pomembno za ljudi, za celo morda za človeštvo v celoti, zaradi preživetja, zaradi podnebnih sprememb in tako naprej,
Kaj lahko naredi? To, kar je ključno in to bi rad posebej izpostavil. Mi smo v vsakdanjem življenju navajeni kot posamezniki, kot jazi, razmišljati, kako bi izboljšali sami sebe. Ego je zlahka pripravljen razmišljati, katere metode, tehnike, ne vem, način prehranjevanja, tekanje po zelenih levadah in tako naprej, naj vključi v svoje življenje, da bo svojo identiteto, svojo partikularno identiteto izboljšal, preobrazil, nadgradil, razvil in tako dalje. Nič novega. To številni ljudje počnejo ravno ta hip, ko se mi tukaj ukvarjamo s temi idejami. Nič novega. To, o čemer jaz govorim, je nekaj popolnoma drugega. Jaz dobi izkušnjo, da ne le, da lahko izboljšuje lastno partikularnost, postaja boljši človek, bolj empatičen, skrbi za svoje telo, živi bolj zdravo, spremeni življenjski slog. Ne samo to, ampak da lahko naredi še nekaj drugega. In to je, da izboljša samo univerzalnost, da lahko prispeva k univerzalnosti in k novim načinom razumevanja univerzalnosti. In tega je na žalost sorazmerno malo. Žargon, vsakdanji žargon, politični diskurs, drugi diskurzi, strokovni diskurzi, psihološki diskurzi in tako naprej, nas bolj ali manj potiskajo k oni prvi možnosti. Naredite nekaj zase, izboljšajte lastno identiteto, partikularnost, spremenite se, preoblikujte se, postanite boljši človek, ne vem, očistite svoja jetra, ne vem, pejte na to dieto, svoje telo prečistite, kaj pa vem kaj vse, milijon nasvetov je, vsak dan na razpolago in ljudje jih sprejemajo. Vprašanje pa je, kako je z univerzalnostjo. V tej perspektivi seveda slabo. Izboljševanje lastnih partikularnosti ne izboljšuje tudi univerzalnosti. Človekova nezavedna želja, zdaj se vračam k tistemu drobnemu zapisu in drobni strukturi, nad katero je Lacanovo ime, človekova nezavedna želja pa ni izboljševanje lastne partikularnosti, ampak izboljševanje univerzalnosti. Zato so ljudje tako hvaležni, kadar se njim zgodi kaj, kar je iz reda univerzalnega. Milost, ljubezen, posebne oblike naklonjenosti, sprejemanja in podobno. Ljudje spontano to prepoznajo kot nekaj univerzalnega in celo včasih kdo temu pripiše status absolutnega. Torej, obstaja zanimiv razkorak med tem, kako se človek kot ego, kot egoistično bitje obnaša do lastne partikularne identitete in kakšne izkušnje ima, ko se drugi ljudje obnašajo do njega ne kot do njegove partikularne identitete, temveč kot do nečesa, kar je iz reda transcendentnega, kar ima status univerzalnega. In seveda to je že dober uvod v razumevanje razmerij med umetnostjo in človekovim blagostanjem. Ni treba posebej poudarjati, da je izboljševanje univerzalnosti ipso facto prispevek k človekovemu blagostanju. Medtem ko izboljševanje lastne partikularnosti ni nujno tudi izboljševanje človekovega blagostanja, tudi v luči tega, s čimer sem danes začel sem seveda namenoma, zdaj je bolj jasno, zakaj sem spregovoril najprej o Freudovem spisu onkraj načela ugodja. Človek lahko izboljšuje lastno partikularnost tudi tako, da je njegovo izboljševanje ujeto v iluzije, fantazije, da ponavlja zadeve, ki mu pravzaprav mu niso v korist, pa mu prinašajo ugodje druge vrste in tako dalje, tako dalje. Se pravi, v procesih izboljševanja lastne partikularnosti je cel kup problemov, je cel kup težav, ki se same od sebe nikoli ne razrešijo. Zato je tako pomembno dodati k temu
novo perspektivo. To je univerzalna perspektiva in se vprašati med drugim to, o čemer mi tukaj govorimo, se pravi, kakšne so povezave med umetnostjo, zakaj umetnost, kaj umetnost sploh je in človekovim blagostanjem. In zdaj bomo počasi si pogledali nekaj osnovnih idej ali pa predlogov, kako razumeti umetnost in kakšne so povezave med umetnostjo in človekovim blagostanjem. Prva, zelo preprosta ideja, ki ni seveda definicija umetnosti, ampak je ideja, kako lahko razumemo umetnost, je na zaslonu. Umetnost razumemo kot množico načinov educiranja, izobraževanja ljudi. Zopet v luči vsega, kar sem danes povedal, ne na način, ki dodaja k temu, kar že poznamo, kar že razumemo, kar nam je že jasno. Umetnost razumem kot edukacijo onkraj tega, kar že poznamo. Zato ljudje, ki razmišljajo o umetnosti, večkrat poudarjajo, da je umetniško delo lahko tudi šokantno, lahko je na prvi pogled škandalozno, vsekakor je zelo zanimivo, če je kaj novega, kaj zares drugačnega od tega, na kar so ljudje navajeni in tako dalje. Edukacijo razumem torej v tem strogem pomenu besede. Ko človek naleti na nekaj, recimo na ideje, na podobe, na predstave in tako dalje, zamisli, izjave, ki ga presenetijo, ki ga šokirajo, ki vdrejo v njegov partikularni svet tako, da začasno prekinejo tok njegovega življenja, običajni tok zavesti, skratka, da se človek osuplo odzove in prvega odziva pravzaprav na umetniško delo, naprimer, čisto dobro ne razume. Seveda, nažalost, je pogosto tako, da ljudje pristopajo k umetniškim delom na načine, ki izhajajo iz njihove partikularnosti. Zato tudi poudarijo in rečejo, mene zanima določena umetnost, ne pa kakšna druga. Mene zanimajo tile slikarji, ne pa oni. Tale tip glasbe, ne pa ostalo in tako dalje. To, kar zagovarjam na tem mestu, je seveda onkraj take partikularnosti. Zato torej prvi poudarek, prvi predlog, da poskušamo pristopati k razumevanju človekovega blagostanja skozi umetnost tako, da umetnost razumemo kot edukacijo. In seveda nikakor ne tako, da gremo v galerijo in potem en kustos nam razloži eno sliko. Niti približno ne. To je izreda partikularnega. Drug poskus, drug predlog razumevanja umetnosti ali pa drug pristop, drug približek k umetnosti je, da umetnost razumemo kot umetnost samega življenja. Se pravi, ne kot partikularni umetniški izdelek tega človeka, ki je že razvil, tega umetnika, ki je razvil svoj slog, ki na določen način recimo ustvarja glasbo, kipe, karkoli že. Ne, univerzalnost umetnosti je v tem, da je umetnost samega življenja. Življenja v njegovi odprtosti, nepredvidljivosti. Umetnost življenja, ki privede človeka natanko do tiste izkušnje, o kateri sem govoril prej. Izkušnje milosti, univerzalnega ukaza iz transcendentnega, odgovornosti do drugega človeškega bitja in tako dalje in tako dalje. Torej, umetnost kot umetnost samega življenja. Tretji predlog je, da razumemo umetnost kot umetnost razmišljanja. Noben umetnik še nikoli ni ustvaril nobenega umetniškega dela, če ni razmišljal pred ustvarjanjem, med ustvarjanjem, po ustvarjanjem svojega umetniškega dela. Umetnosti brez razmišljanja preprosto ne more biti. In tista podoba, stara nekaj 10.000 let, ki sem jo pokazal prej, na steni jame, ki so jo ustvarili naši davni predniki,
je izraz natanko tega. Razmišljanja, predstavljajte si, da se je nekega dne 10.000, 30.000 let nazaj nekdo postavil v jamo in mu je prišlo na misel, da bi pustil odtis svoje roke na tisti steni in dejansko 30-35.000 let kasneje pojma nimamo seveda, kdo je bil ta posameznik, ampak odtis je pa še vedno tam, in nam daje misliti. Torej umetnost kot umetnost razmišljanja, kar potegne za seboj nadaljevanje o umetnosti vselej lahko razmišljamo, ampak definitivno ne, saj to najbrž niti ni treba posebej poudariti tako, da povemo svoje mnenje ali pa da povemo svoje občutke, ko stojimo pred kakšno sliko. O vsem tem lahko povemo še mnogo več. Četrtič, ker lahko o tem povemo še mnogo več in ko lahko razumemo umetnost kot umetnost samega življenja, je razmišljanje o umetnosti neko svojevrstno poročanje o samem življenju, o tem, kaj je življenje, ne kaj je moje partikularno mnenje o življenju. Lahko bi rekel, zakaj pa ne, da smo zmožni za filozofsko razmišljanje o življenju, ko govorimo o umetnosti kot poročanju o življenju. V vsej njegovi odprtosti, kompleksnosti, nepredvidljivosti, čudežnosti, če hočete, o vseh možnostih, ki jih znotraj življenja lahko prinese izkušnja, o katerem sem prej govoril, se pravi izkušnja milosti, izkušnja ukaza iz transcendentnega, izkušnja univerzalnosti in izkušnja absolutnega. Izkušnja, da se lahko v življenju, čeprav je kratko, lahko zgodi radikalen radikalen premik k nečemu, kar je absolutno nepredvidljivo in o čemer nismo mogli imeti predtem niti najmanjše ideje. Če v tem ne prepoznamo ultimativne vznemirljivosti človeškega življenja, pa smo precej bogi. Naslednji predlog, da razumemo umetnost kot vektor izkušenj. To preprosto pomeni tole. Prej sem spregovoril o Freudovem tekstu Onkraj načela ugodja. Spregovoril sem o ponavljanju, paradoksnem ponavljanju neugodja, izkušenj, ki prinašajo neugodje, in hkrati to samo ponavljanje, sam akt ponavljanja prinaša ugodje druge vrste, kot ga imenuje Freud. V tem je ponavljanje. Govorim o umetnosti kot vektorju izkušenj. To pa pomeni tole. Ko se soočamo, ko se srečamo z umetnostjo, z umetniškim delom, s procesom umetniškega ustvarjanja, lahko začutimo, da nas ta izkušnja nekam potiska, da nekam vodi. In to lahko ponazorimo z vektorji. Pomembna je izkušnja, da nas nekam potiska, kot da obstaja sila, ki je bil podrejen morda tudi umetnik, na primer Van Gogh, ko je naslikal tisto sliko, ki sem jo pokazal, ne da bi vedel, kam ga ta sila žene. Umetnik je vesel, da ga sila nekam potiska. Medtem ko jaz znotraj vsakdanjega življenja ravno ni vesel, če ga kdo kam kdaj potiska, ker želi ohranjati to, na kar je navajen, ponavljati vse to, kar sem povedal do zdaj. In s tem pridemo do zadnjega predloga, ki mi je najbolj pri srcu, če lahko tako rečem, to je, da razumemo umetnost kot pravično uveljavljanje življenja. Ne samo kot umetnost življenja, ne samo kot razmišljanje o življenju, ne samo kot poročanje o življenju, pač pa kot pravično uveljavljanje
življenja. Ne te ali one tehnike, tega ali onega načina, te ali one paradigme, zato ker je nekdo rekel, da je moderna ali modna ali dobra. Ne. Govorimo o nečem, kar ima status univerzalnega. Zato umetniki upravičeno rečejo, da ne sledijo nobenemu na svetu, nobeni konkretni, ne vem, šoli, paradigmi, učitelju. Zato je morda Van Gogh pobegnil iz akademije, na katero je celo poskušal priti, pa je bil samo, se mi zdi, 2 meseca tam. Van Gogh ni potreboval nobene akademije, ker je bil zmožen za univerzalno, pravično uveljavljanje življenja. In zdaj v tej luči bi se lahko vrnili k tisti iz njegovi sliki, ki jo bodo zdaj prodali, zaslužili, eni bodo plačali, drugi pa seveda zaslužili nekaj milijonov evrov, in razmišljali, kaj to pomeni za naše vsakdanje življenje. Pravično uveljavljanje življenja. S tem se neposredno navezujem na izkušnjo ega, ko dobi ukaz iz reda transcendentnega in to dojame kot odgovornost do drugega človeškega bitja. Zdaj bi lahko dodali. Ego začuti, da je njegova dolžnost pravično uveljavljanje ne svojih partikularnih mnenj, svojih partikularnih prepričanj, ne ali te ali druge modne težnje, ki je podrejen, ne te ali one filozofske šole, ki mu je všeč in tako dalje. Ne. Dobi izkušnjo, da je njegova dolžnost, njegova univerzalna naloga, da poskuša vsaj pravično uveljavljati življenje v njegovi kompleksnosti, nepredvidljivosti, odprtosti. In seveda, uveljavljanje odprtosti življenja, da bi bilo pravično, mora biti tako, da ohranja pravično uveljavljanje življenja kot odprtega. Torej, lahko rečemo, da je ego, ko dobi tak ukaz iz transcendentnega, zmožen za meta odnos do lastnega vsakdanjega življenja, do svoje partikularnosti, ki jih uzre na nov način, jim pripiše nov pomen in je zmožen za nova dejanja, za nekaj popolnoma drugačnega, kot je bil sicer navajen. Sicer ni bil navajen, da bi se kdaj znašel na robu lastne eksistence. Ne mislim na robu v smislu bankrota, ne mislim na robu, da človek izgubi bližnje, da mu zgori hiša, da ga poplavi. Ne, govorim na robu eksistence, natanko v tem pomenu besede, ko je možno dobiti ne samo izkušnjo iz reda transcendentnega ali ukaz, ampak da je šele na robu eksistence, ko človek zavzame meta odnos do vsega, kar je počel v svojem življenju, do svojih izkušenj, svojih mnenj in tako naprej, da je šele na tem robu možno izkusiti, kaj pomeni Platonov odhod iz votline. Če bi si predstavljali čisto empirično votlino, obstaja vhod v votlino in seveda obstaja izhod iz votline. In Platonov filozof se dvigne iz votline, stoji na robu votline in pred njim je nekaj novega. Torej, govorim o tem. Torej, govorim o umetniškem delovanju na robu človekove eksistence. In v tem smislu umetnost, mogoče se sliši malo nenavadno, veliko bolj prispeva k blagostanju človeških bitij, kot vse druge izkušnje, ki ga bolj ali manj potrjujejo v njegovih vsakdanjih izkušnjah, njegovih vsakdanjih mnenjih, v njegovem vsakdanjem načinu življenja in tako dalje, ki je zavezano temu, kar imenuje Freud načelo realnosti, paradoksom, ki sem jih že 2-krat omenil, in pa načelu, ki je onkraj načela
udobja oziroma onkraj načela, ki bi ga človek spontano rad ohranil, pa ga seveda ne more, ker se mora podrediti načelu realnosti. Torej, umetnost na robu eksistence, kjer na tem robu namreč globoko dojamemo, kaj pomeni, da je življenje odprto, da ga ne moremo kategorizirati, da ga, čeprav v vsakdanjem življenju pač to poskušamo početi in se nam zdi, da je včasih to smiselno in včasih seveda tudi je in je uporabno in je koristno, zato da se lahko sporazumemo, da se znajdemo, da lahko živimo pač tako, kot smo navajeni ali pa kot želimo, tako dalje. Ampak to je nova izkušnja. To je izkušnja, da noben red nikoli ni zaprt sam vase. Čeprav se ponuja kot tak in ga ljudje zagovarjajo, ko rečejo, ja, red mora biti, naprimer tale, ali pa tak red, kot smo navajeni na njega, mora biti. Ali pa recimo zdaj, oddaljeni odmev tega, kar se nam zdaj dogaja, je izjava nazaj v normalnost, nazaj v tako stanje, kot je bilo prej. Domneva je, da smo prej živeli v urejenem svetu, da je ta urejenost bila čisto v redu in da bi se želeli vrniti nazaj. V tem primeru govorimo ne o vračanju k realnosti, kakšno smo navajeni, k normalnosti, tako naprej, pa govorimo o razvoju. Govorimo o razvoju, ki ni kopičenje istega. Razvoj razumemo kot nekaj novega, na robu eksistence. In še zadnji poudarek, zopet se vračam k Lacanu, k še enemu njegovemu konceptu, danes sem spregovoril o manku in objektu želje, zadnjič sem govoril o njegovih matemih. Še en zelo pomemben koncept, ki ga Lacan razvija, je koncept realnega. V tem trenutku nas ne bo zanimalo natančno Lacanovo razumevanje realnega. Zadošča naj, da rečemo, umetnost, ki s svojim delovanjem v luči tega, kar sem imenoval predlogi za razumevanje umetniškega delovanja, prispeva k človekovemu blagostanju, sočasno preobraža ne samo realnost, našo partikularno realnost, naša vsakdanja življenja, naše sloge življenja, naš način razmišljanja, način, kako se oblačimo, način, kako govorimo in tako dalje. Ne, preobraža samo realno, se pravi, omogoča, da razumemo svet, kozmos, realnost, Boga, sebe na nov način, ne tako, da bi odkrili način, ki je morda že nekoč obstajal ali pa je nekje že zapisan ali pa obstaja, ne vem, pri Bogu, ampak tako, da ga ustvarimo sami. Ključni, bistveni, najbolj pomembni, univerzalni vidik človekovega blagostanja je natanko ta, da je človek v teh izkušnjah, ki sem jih danes skušal orisati, zmožen kot, namenoma bom uporabil ta izraz, kot kozmološko bitje, kot delček univerzuma, kar vsak posameznik je, kot delček vesolja, preobraziti samo notranjo naravo kozmosa, same temeljne principe, ki ubogajo, po katerih se ravna vesolje. Pravi, v tem smislu umetnost kot preobrazba realnega dejansko lahko rečemo, da ni tako zelo naivno in popolnoma zgrešeno, ko kakšen človek kdaj reče, da je možno spremeniti ves svet. Celo več, lahko rečemo, da je možno spremeniti celotno vesolje. Mogoče se zdi preveč oddaljeno to od vsakdanje izkušnje in verjetno tudi je, ampak v luči te posebne izkušnje, o kateri govorim danes, je zadeva popolnoma razumljiva in ni preveč oddaljena. In
ko začnemo delovati skladno s tem, kar imenujemo ukaz iz transcendentnega, se pravi, prevzemati odgovornost, Levinas bi celo rekel, brezmejno, neskončno odgovornost za drugega človeškega bitja, in drugi ljudje bi lahko naredili podobno drug do drugega, kar pomeni tudi do nas. Seveda, tako delovanje ipso facto pomeni preobražanje zavesti ljudi, posameznikove zavesti, kolektivne zavesti, vsega tega, kar tudi včasih ljudje rečejo, da je treba spremeniti, ne vem, način, kako družba deluje, način, kako družba razmišlja, kolektivno zavest ljudi, ki je še preveč obremenjena, ne vem, recimo s predsodki, stereotipi in tako dalje. To ljudje govorijo, o tem večkrat kaj rečejo. No, to, do česar nas je pripeljalo današnje razmišljanje, pomeni natanko to. Na tej točki ni več treba govoriti, treba bi bilo spremeniti družbeno zavest, način razmišljanja ljudi, potem bomo pa res govorili o napredku, ker to že počnemo. Ko sprejemamo ukaz iz transcendentnega, vse to že počnemo. In seveda, to lahko razumemo še iz zadnje perspektive, ultimativne perspektive, in to je paradoks številka 3. Ko ego sprejme ukaz iz transcendentnega in se mu podredi, je to hkrati tudi izkušnja absolutne osvoboditve, absolutnega osvobajanja. Ko sprejme ta ukaz odgovornosti, brezmejne odgovornosti do drugega človeškega bitja, ki je tudi seveda odgovornost do velikega drugega, ki sem ga prej vpeljal, ima človek občutek, da je osvobojen. Paradoks je seveda v tem, da je sprejel ukaz, se pravi, šele ko je sprejel ta ukaz iz transcendentnega, je zares osvobojen. In to osvobojenost lahko razumemo osvobojenost same ljubezni. Osvobojenost zaradi milosti, ki jo je človek ob tem izkusil. To so nove izkušnje zavesti. Se pravi, milost kot nekaj, zaradi česar sem osvobojen. Ni mi več treba biti podrejen svoji partikularnosti, vsakdanjim trivialnostim, početi vse to, kar pač sicer počnemo. Seveda, do določene mere bomo verjetno to počeli še naprej, ker drugače niti ne gre. Seveda ni nujno, nekateri ljudje radikalno spremenijo svoje življenja, ampak ni pa nujno. Ni pa nujno. Znotraj obstoječega sveta, ki je poln trivialnosti, nepravičnosti, banalnosti in tako dalje, začnemo zaradi te osvoboditve delovati na nov način. Začnemo pravzaprav ustvarjati znotraj sveta nov svet. In ljudje govorijo, opisujejo tako stanje, tako izkušnjo milosti in ljubezni skozi izkušnjo univerzalnega in nepartikularnega kot nekaj, kar jih je na en popolnoma nov način utrdilo, se pravi, jim omogočilo en nov občutek samozavesti, en nov občutek samospoštovanja, ki je onkraj vsake egocentričnosti vsakdanjega egoizma. Opisujejo svoje občutenje kot, da so na nek način tako osvobojeni, kot bi bili, in ni naključje, da je Platon spregovoril o ujetnikih, ki so v votlini, in sicer o tem, da so v verigah. Ta izkušnja, o kateri danes govorimo, je izkušnja in je več kot simbolična. Izkušnja, ki jo opisuje metafora, da je človek postal lahkega srca.
lahkega srca. Človek lahkega srca je v bistvu onkraj egoista. Ne. To ni egoist. Človek ne prepozna pravzaprav več lastnih egoističnih teženj. Zakaj? Ker jih nima. Ne. In še en občutek obstaja, mogoče je ta še posebej zanimiv, zato ker je izkušnja univerzalnega, hkrati tudi izkušnja, kot da bi se čez noč človekova inteligentnost, zmožna za razumevanje, povezovanje elementov, interpretiranje sveta podeseterila. Ljudje o tem govorijo, kot da bi se njihova inteligenca nekako prebudila. A veste, to je izkušnja, ki jo v vsakdanjem življenju ponazarja na svoj vrsten način neka druga izkušnja. Izkušnja, ko se kdaj pogovarjamo v kakšni družbi in poteka pogovor recimo pol ure, 1 uro, ljudje se izmenjujejo trivialnosti, pripovedujejo šale, govorijo o vremenu, pač small talk je na vrsti, da ima človek po 1 uri občutek utrujenosti. Občutek, kot da so mu možgani malo zakrneli, kot da se vse skupaj poteka na en tak počasen način, kot v počasnem filmu, nič se nikamor ne premakne, nič se ne zgodi, kot da bi človek postal malo bolj neumen. O tem govorijo. Medtem ko je ta izkušnja, o kateri danes govorim, izkušnja, ki je ravno nasprotna. Človeku nenadoma cel kup stvari postane jasnih, kot da je nov čip dobil v možganih, kot da se je nekaj zgodilo z možgani, kot da so se na nek način prebudili, kot da zmorejo misliti stvari, ki se je prej zdelo 10, 15, 20 let, da jih človek ne zmore, ker je pač omejen, nima dovolj znanja, ne razume tega in onega, kot da bi se zdaj vse skupaj preobrnilo. In dejansko se. Človek se je osvobodil, tudi v tem smislu. Ne samo, da je lahkega srca, večje samospoštovanje čuti, večjo vrednost lastnega delovanja, nima več občutkov krivde, občutkov neadekvatnosti, občutkov, da se nikamor ne premakne, ampak dejansko ima tudi občutke večje inteligentnosti. Kot da bi, in tudi o tem ljudje govorijo, kot da bi se nenadoma odprle oči. Ne samo, da zagledam svet v novi luči, ne samo, kot bi rekel Platon, da mu pripišem nov pomen, ampak tudi, da ga lahko mislim na mnogo bolj inteligenten način, kot kadarkoli prej v življenju. In zdaj bi za naslednjič nastavil razmislek, ki bo po eni strani poglobil to, o čemer smo danes govorili, oziroma bolj natančno, vse to bo naredil še bolj kompleksno, kot je bilo predstavljeno doslej. In sicer bom spregovoril o ključnem konceptu, ki ga je francoski filozof Jacques Derrida razvijal vse svoje življenje, in to je nenavadni, težko razumljivi koncept razlike, oziroma Derrida je malo spremenil francosko besedo in jo v slovenščini ne prevajamo kot razlika, temveč kot razloka, ker je razlika oziroma med obema izrazoma je ključna, je zelo pomembna. Torej ne bomo govorili o razliki, o pomenu razlike v vsakdanjem življenju ljudi, ampak o neki posebni razliki, ki jo Derrida imenuje razloka. In seveda, zdaj že lahko parkiram to idejo v luči današnjega razmišljanja, se Derrida neposredno navizuje na to, kar smo postavili v jedro današnjega razmisleka, in to je prekinitev. Logika prekinitve z tem, kar imamo sicer ljudje spontano za svojo identiteto ali svojo eksistenco. In moja ideja bo še naprej, saj danes ni bilo nič drugače, da je človekovo blagostanje, da so najvišja stanja človekove eksistence, se pravi stanja blagostanja, povezana z zmožnostjo človeka za to vrstno prekinitev. Če se kaj takega ne zgodi, ljudje seveda lahko uživajo blagostanje, saj tudi ga in o njem poročajo,
vendar je to blagostanje znotraj tistega, kar opiše Freud v delu onkraj načela ugodja. To je delovanje, to je vedenje, to je razmišljanje znotraj okvirjev, v katerih je že predvideno, kako lahko povečati, da se ne bom ponavljal, svoje blagostanje, svoje premoženje, svojo osebnost, telesno zdravje, obliko telesa in tako dalje in tako dalje. Po domače, kako narediti več istega. Koncept, o katerem govori Derrida, seveda pomeni radikalno prekinitev z delovanjem principa, ki omogoča kopičenje istega. To je delovanje, ki človeka potisne iz vsake cone udobja, še en izraz, ki se neposredno navezuje na Freudovo omenjeno delo onkraj načela ugodja. Paradoks je tudi ta, da je onkraj cone udobja, ali pa včasih ljudje rečejo, ja, treba je stopiti iz cone udobja. Še enkrat, tako kot sem na začetku predlagam, da predlagam v branje Freudov spis iz leta 1920. Kaj je onkraj načela ugodja? In kaj pravzaprav v resnici pomeni stopiti iz cone udobja, oziroma kako paradoksno znotraj cone udobja že deluje to, kar Freud imenuje Wiederholungszwang, se pravi prisila k ponavljanju. Kako je pravzaprav to, kar imenujemo cona udobja, v resnici že skozi in skozi prepredeno z neudobjem. Problemi, spori, konflikti, fantazmami, blaznimi oblikami vedenja in tako dalje, ampak to nas danes ne bo več kaj dosti zanimalo. Torej, naj zaključim današnje razmišljanje. Ko dobi ego ukaz iz transcendentnega, ko dojame, da je njegova dolžnost, odgovornost do drugega človeškega bitja, ko dojame, da je ta odgovornost etična, se pravi, da je zavezana principu etičnosti oziroma pravičnosti, da sem lahko odgovoren do drugega človeškega bitja samo, če poskušam biti pravičen, potem mi postane tudi jasno, da je najboljši prispevek k blagostanju drugega človeka, če se do njega obnašam odgovorno, kar pomeni, da poskušam biti pravičen. In pravično vedenje do drugega človeka je onkraj klišejev, ki si jih sicer v sedanjem življenju nenehno izmenjujemo, ko rečemo drug drugemu, da moramo biti do drugega človeka prijazni, prizanesljivi, da ga ne smemo prizadeti, da moramo paziti na njega in tako dalje. Kar je vse seveda res. Na neki osnovni ravni je to nesporno, o tem ne more biti nobenega resnega dvoma, ampak s tem se niti ne približamo principu pravičnosti. Princip pravičnosti je kratko malo onkraj tega, da pazimo na človekovo partikularnost. Zato, ker nas zanima človekov partikularni odnos do tega, kar ga presega. Pravičnost je vselej nujno usmerjena k univerzalnemu, ne k partikularnemu. Kar pomeni, seveda poskušamo paziti na drugega človeka, da ga ne prizadenemo, ranimo in tako naprej, vendar obenem se naslavljamo tudi na univerzalno. Seveda v tem je tudi veliko tveganje, kajti ni nujno, da nam bo drugi človek pri tem sledil. Ni nujno, da se bo odzval tako, da bo sam na ravni naloge, ki jo dobi ego, ko prejme ukaz iz transcendentnega. In tem je seveda lahko tudi tragičnost posameznega človeškega bitja, ki sprejme ta ukaz, medtem ko živijo okrog njega drugi ljudje, ki pa tega ne sprejmejo ali pa take izkušnje preprosto nimajo.
Toliko za danes. Jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost oziroma za vašo prijaznost in za vaše vztrajanje. Do naslednjič vam želim vse dobro.